V zadnjih 5 letih, ki zaznamujejo projekti namenjeni podeželju, beležijo povečano zanimanje za izobraževanje. Zahvaljujoč uspešnemu kandidiranju na razpisih so namreč skoraj vsa izobraževanja brezplačna. Mi se financiramo okrog 80% iz javnih razpisov, kar pomeni, da zdaj v tem času, lansko leto in letos, je resnično težek čas za nas in čakamo nestrpno razpise. Že več let pa nestrpno čakajo tudi na ustrezne prostorske pogoje za njihovo delo. Zavod za izobraževanje in kulturo je edini še zavod v Beli krajini, ki dela v nenormalnih pogojih, kar zadeva prostore. Idejna zasnova za selitev ZIK-a v prostore nekdanje policijske postaje je že pripravljena, pravi črnomaljska županja. Letos načrtujejo tudi pripravo za prenovo potrebne dokumentacije. In upam, da bodo razpisi iz perspektive 2014-2020, da bomo uspešni na teh razpisih, da lahko omogočimo izvajanje programov v pravih, primerljivih prostorih v Črnomlju, ki jih imamo. Na ZIK-u pa si tudi močno prizadevajo, da bi Bela krajina imela samostojno svetovalno središče, namenjeno odraslim. Trenutno je samo eno v Novem mestu, ki pokriva celotno jugovzhodno regijo in seveda ne doseže Bele krajine, sploh pa ne teh obkolpskih krajev. Specifike Bele krajine so takšne, da je treba ponovno premisliti, ali je oddaljenost, specifika in pa razvojni kazalniki so takšni, da potrebuje to okolje samostojno središče. Težava pa je, da Bela krajina nima 100 000 prebivalcev, kar je eden od pogojev za to vrstno središče, dodaja Sotošek.